Kje je risa? Poročali ste o njej, zdaj pa že nekaj časa nič več. To vprašanje nam je v uredništvo poslala 12-letna Rebeka. Žled in podrto drevje sta namreč pred več kot 20 dnevi omogočila risu in risi, da sta pobegnila iz ljubljanskega živalskega vrta. Samca so sicer 2 dni zatem takoj ujeli v posebno paš živolovko, samica pa še vedno na prostosti in jo iščejo. Na iskalno akcijo se je podala tudi naša Neža. Ajde, išči. 4-letna Gina in 7-letni Black sta psa s posebno nalogo – izslediti pobeglo riso. Sicer sta je šolana za sledenje poškodovanim živalim, a pri iskanju rise pomagata, čeprav je pobegla žival čila in zdrava. Kako vesta, kaj iskati, pa pravzaprav vesta dim potem, ko jih jaz pripeljem na sled, kjer se je zadrževala ta risinja, kjer jih spodbujam, te psi moji vedo, da morajo to iskati. Iskanje, ki poteka že 2 tedne, je oteženo zaradi podrtega drevja. Kljub temu so bili risi zelo blizu že 3-krat. Tako da sem jo tudi na 20 metrov že videl, ampak moram povedati, da je zelo v izvrstni kondiciji, da zelo hitro teče, tako da je tudi pes, za katerega sem bil siguren, da jo bo takoj ujel oziroma da jo bo spravil na drevo, mu to ni uspelo. V Sloveniji sicer v divjini živi le še okoli 15 risov, vendar se ti ne sprehajajo po Rožniku, ampak poseljujejo nižinske ter gorske gozdove z obiljem starih in tudi podrtih dreves. Risa prepoznate po kratki in široki glavi, uhlih ščopki in kratkem repu. Samci, ki so večji in močnejši od samic, tehtajo do 30 kg. Živijo samotarsko življenje in lahko dočakajo od 14 do 17 let. Hrano plenijo. Čeprav je bila risa iz ljubljanskega živalskega vrta skotena v ujetništvu, ima močan naravni nagon, tako da zna pleniti. In to počne ponoči in tukaj na Rožniku se prehranjuje s srnjadjo, pticami in glodavci. Čez dan se risa skriva med koreninami in podrtim drevjem, a iskanje bo potekalo vse, dokler je ne najdejo. V živalskem vrtu pa jo bodo namestili v posebno kletko, ločeno od risa. Toda za zdaj se v naravi očitno kar dobro znajde, največjo nevarnost zanjo pa pomeni promet.